Lucija Mlinarič je najuspešnejša slovenska kotalkarica, državna in evropska prvakinja in svetovna podprvakinja. Na kotalke je prvič stopila pri svojih 3 letih. Številnim medaljam in zmagam je pred kratkim dodala še eno. Najuspešnejša slovenska kotalkarica, ogromno enih dobrih rezultatov, veliko treningov, odrekanja, ampak še ena zelo pomembna zmaga v vašem življenju je v vašem žepu, kaj ne? Ja, to je ta, da sem premagala raka na dojkah, bolezen, za katero je vedno več tudi mlajših žensk zboli. Mislim, da je to tista zmaga, ki mi bo zavedno ostala kot najpomembnejša zmaga v življenju. Lucija, svojo zgodbo ste že nekajkrat delili z mediji, tudi zato, da pomagate drugim ženskam. Ja, zdi se mi, da je zelo pomembno, da se o tej bolezni govori. Kot sem tudi sama zelo mlada in sem videla, da vedno več mlajših žensk boli, še vedno premalo pozornosti morda na tem. Potrebno je res poskrbeti zase, skrbeti za svoje zdravje in kakršnakoli majhna težava, nepravilnost oziroma sprememba na svojem telesu, potrebno takoj oditi zdravniku in zdi se mi, da je to bilo eno zelo pomembno sporočilo. Lucija, ob taki preizkušnji pa se človek najbrž še bolj zave, kaj pomeni biti zdrav, pa kaj pomeni nekaj storiti zase. Ja, mislim, da takrat morda, ko ti povejo, da si zbolel, se začne spraševati, zakaj je sploh do tega prišlo. In takrat postaneš še toliko bolj pozoren na vse spremembe, ki so se morda zgodile, bodisi na telesu, bodisi tudi na samem počutju. Eden izmed zelo velikih vzrokov morda za nastanek raka na dojki so tudi deodoranti, ki jih uporabljamo, ki jih morda kupimo tudi v trgovinah. Sama sem začela uporabljati Kristal, ki je v bistvu naraven deodorant, kateri ne preprečuje, da bi se znojila, ampak samo preprečuje neprijeten vonj in mislim, da to je zelo pomembno. Sama sem bila 25 let športnica, veliko sem se prepotila in zamenjala veliko različnih deodorantov, ampak mislim, da ta je res eden najboljših in sem res zadovoljna. Vidim, da je to granatno jabolko, ti najbolj ustreza? Ja, čeprav sem imela tudi z vonjem sivke, mislim, da so čisto vsi odlični, imajo zelo prijeten vonj. Meni mi je všeč, da niso premočni, da ne premočno dišijo, ampak da mi ohranijo svežino čez cel dan. Vi ste Primorka, mogoče zato vonj sivke? Ja, tudi. Mi je zelo všeč, mi je zelo prijeten, ampak ponavadi rada tudi malo kdaj zamenjam, tako da različni dnevi, različne priložnosti, različni vonji. Ja, deodoranti pa ne vsebujejo aluminija, to je pa zelo pomembno, kaj ne, Lucija? Ja, v bistvu najpomembnejše je, da ti deodoranti ne vsebujejo tega aluminija, saj ne preprečujejo delovanja žleznojnic in v bistvu pa ohranjajo normalno delovanje in to je to. Lucija, kdo pa ti je na tej poti do zmage pomagal vse? Ja, bilo je kar veliko ljudi, seveda v prvi vrsti starši, pa seveda najožji, najbližji prijatelji, kotalkarski prijatelji iz celega sveta, fizioterapeuti, tudi zdravniki in tudi vsi ostali, ki so me bodrili s pozitivnimi sporočili. Pomagala sem si tudi, še posebno kasneje, ko sem se nazaj vrnila na kotalkarsko ploščad z prehranskimi dopolnili, tako da sem ostajala vedno polna energije in seveda, da so bile bolečine morda čim manjše. Pri tem sem si pomagala z magnezijevim citratom, ki je v bistvu mi pomagal k boljši regeneraciji, omega 3, ki je za protivnetje in seveda z koencimom Q10 za boljšo energijo. Zato je kar tako žarčenje, žarenje, polna energije, polna dobre volje, tudi od tega? Seveda, tudi od tega. Rada sem polna energije, nasmejana, vedno dobre volje, pozitivna in še naprej bom taka ostala. Prej ste mi zaupali, da se pravzaprav na kotalkarske steze vračate malo drugače. Ja, sedaj po lanski sezoni, ki je bila res sanjska in vrnitvi po sami bolezni, da sem spet ostala nekje v svetovnem vrhu, sem se odločila, da bom svojo kariero zaključila in se sedaj postavila izven plošče kot trener morda in nadaljevala seveda to pot naprej.